Naša prva predavateljica je dr. Mojca Rupar Korošec, prihaja iz Narodne univerzitetne knjižnice in nam bo predstavila prispevek z naslovom Koordinacija in razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga za prehod slovenske katalogizacije po standardu RDA in modelu LRM, pregled stanja in faze dela v Narodni univerzitetni knjižnici. Jaz upam, da sem vse prav prebrala. Mojca, izvoli. Nataša, hvala za predstavitev. Lepo pozdravljeni. Poskušala vam bom predstaviti delovanje in naloge Komisije za razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga, skrajšano Krasovka, oziroma kako v NUK-u pripravljamo vsebinski razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga. Tako imenovana komisija je bila ustanovljena leta 2020, 21. marca letos pa je bila konstituirana komisija z novimi člani. Komisija ima več nalog, izpostavila pa bi, da ugotavlja potrebe po pripravi pravil bibliografske obdelave, da spremlja in načrtuje delovanje in razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga in predvsem, da koordinira pripravo teh pravil. Med prednostnimi nalogami komisije je posodobitev akcijskega načrta, ki so ga pripravili prejšnji člani komisije, zato se za preboj svoji predhodnici, dr. Alenki Bagarič, zahvaljujem. Z Izumom pa smo dogovorjeni, da bomo nov akcijski načrt potrdili do konca, poskušali ga bomo potrditi do konca letošnjega leta. V tem akcijskem načrtu pa bomo podrobneje načrtovali delovne faze s takimi časovnicami, ki naj bi bile realno izvedljive. Posebej bi pa izpostavila dve točki akcijskega načrta, to sta prenos mednarodne teorije in prakse v slovensko knjižnično okolje, to je ena, druga pa uvajanje sodobnih standardov katalogizacije in upravljanja z metapodatki v slovenskem knjižničnem okolju. Komisija je na prvi konstitutivni seji predlagala imenovanje 3 novih delovnih skupin, ki so bile potrjene 23. julija letos. Skratka, pred parimi meseci. To pa so delovne skupine za pripravo aplikacijskega profila, delovna skupina za pripravo pravil za katalogizacijo entiteta korporacija, ki zadeva normativo, in delovna skupina za pripravo slovenskega pravilnika za vpis virov. Kar se prej omenjene točke akcijskega načrta tiče, to je uvajanje sodobnih standardov katalogizacije in upravljanja z metapodatki. Želim izpostaviti, da se v Sloveniji že od 2016 postopoma uvajajo nova katalogizacijska pravila, ki bodo temeljila na mednarodnem standardu RDA, oziroma Resource Description and Access, oziroma vpis virov in dostop po slovensko, in modela IFLA-LRM, originalno Library Reference Model, slovensko bibliografski konceptualni oziroma entitetno-relacijski model. Ključna komponenta pri načrtovanju razvoju RDA je pravzaprav njegova uskladitev z modeli LRM, ki so bili predstavljeni leta 2017, jih pa lahko razumemo kot vodilo oziroma podlaga za oblikovanje smernic in navodil za praktično uporabo modela. LRM se v prvi vrsti ukvarja s podatki in funkcionalnostjo, ki jo potrebujemo končni uporabniki. RDA je pa pravzaprav praktična izvedba modela, ki pa sledi tej osnovni strukturi entitet LRM in odnosov med njimi. Bi pa dodala še registry, da register RDA zagotavlja dokumentacijo o entitetah, elementih in skemah kodiranja besedišča RDA. To je pa pravzaprav še posebej pomembno za povezane podatke, za podatkovne skupnosti in v končni fazi razvijalce aplikacij. LRM je bil razvit za razrešitev nedoslednosti med predhodnimi 3 ločenimi modeli za entiteto, atribut in relacijo. Rezultat je tako enoten, poenostavljen in logično dosleden model, ki pravzaprav pokriva in posodablja vse vidike bibliografskih podatkov.
Tako da na nek način lahko rečemo, da LRM predstavlja konsolidiran premik od zapisov, ki so nam bili poznani sedaj, k opisovanju posameznih entitet in predvsem njihovemu povezovanju med seboj. Med najpomembnejšimi spremembami je pravzaprav lahko tako rečemo ločevanje fizičnega in vsebinskega vidika gradiva. Te razprave pravzaprav niso nove, govorimo pa o opredelitvi 4 aspektov, ki so definirani kot 4 ločene, a med seboj povezane entitete skupine NFR. To so delo, izrazna oblika, pojavna oblika in enota. Ali na kratko VEMI. VEMI je kratica za Work, Expression, Manifestation in Item. To so FR izrazi, ki predstavljajo glavni način opisovanja bibliografskih zapisov, ki se je pojavil že 98. leta. VEMI so entitete, ki imajo atribute in odnose z drugimi elementi, vključno z drugimi deli, izraznimi in pojavnimi oblikami. Skratka, če ponazorim simpatično definicijo Library of Congress iz 2004, ki pravi: delo se uresniči z izrazno obliko, izrazna oblika se utelesi v pojavni obliki, pojavna oblika pa ponazarja enoto. To lahko preformuliramo in rečemo takole, da se delo izrazi v eni ali več izraznih oblikah, kar pravzaprav nakazuje kardinalnost relacij. To pa pomeni, da je izrazna oblika utelešena v pojavni obliki, pojavna oblika pa je predstavljena v enoti. To je zdaj tak mal novejši pristop, ki pravzaprav rešuje veliko težav v knjižničnih katalogih, kot na primer iskanje del, zapršenih po več zapisih, razvrščanje rezultatov na nivoju del in izraznih oblik in tudi v bistvu zmanjšuje odvečne zapise in še kaj bi se lahko našlo. Ključna pri vsem tem pa je katalogizacijska praksa. Ta pa ni odvisna samo od tega, kako so ta načela navedena in implementirana s pravili, ampak kako se odražajo in živijo v katalogizacijskem sistemu. Skratka, omenila bom še en standard, IFLA, to je delna izvedba ISBD-M za pojavno obliko, manifestation, ki pokriva samo entiteto LRM. Objava je načrtovana za konec letošnjega leta ali v začetku prihodnjega leta 2025. ISBD-M zagotavlja določila in smernice za opis posamezne pojavne oblike in njeno povezovanje z drugimi pojavnimi oblikami in drugimi entitetami LRM. Zasnovan je za samostojno uporabo v okolju katalogizacije, ki temelji na entitetah in ima podobno strukturo kot konsolidiran ISBD, a se osredotoča samo na entiteto pojavna oblika s sekundarno pokritostjo drugih entitet virov LRM, to so delo, izrazna oblika in enota. Tole, kar vidite, je zelo simpatičen material, ki nam ga ponuja Library of Congress, kjer si lahko podučimo vse o tem, kaj sta IFLA in LRM. Ampak kar se tiče predvidene prve točke akcijskega načrta, to je prenos mednarodne teorije in prakse v slovensko knjižnično okolje, pa smo pogledali k sosedom, Italijanom, Francozom, Nemcem in Hrvatom in seveda Library of Congress. Največje knjižnice v Združenih državah Amerike, Kanade, Anglije in Avstralije ter knjižnice v nemško govorečih državah so se dogovorile, da bodo sledile enakim praksam ob ugotovitvi, da RDA ne zahteva, da morajo biti opisane enaki. Tudi zato RDA odpira neko novo obzorje katalogizacije in metapodatkov in to je v bistvu zelo dober način, da se zagotovi odprt okvir za skupno razumevanje narave bibliografskih informacij in njihovega povezovanja. Nenazadnje, pravzaprav tudi LRM ima nek konsenz, in odraža mednarodno soglasje o strukturi
bibliografskih informacij. V francoski nacionalni knjižnici so se 2014 po prevodu RDA v francoščino odločili za prilagoditev novih katalogizacijskih pravil iz RDA v RDA-FR. Kar pa v bistvu pomeni, da so se odločili ohraniti neke svoje avtonomije in ustvariti lasten nacionalni kataloški standard, prilagojen francoskemu okolju, ki pa združuje vse francoske, tako knjižnice kot kulturne ustanove v upoštevanju vseh njihovih potreb. Ugotovili so, da če želijo, da so knjižnični katalogi združljivi in povezani s spletnimi bibliografskimi podatki in tehnologijami semantičnega spleta, da morajo preiti na katalogizacijo na podlagi entitet, zgrajeno na modelu LRM. Sprejetje LRM v francoske kataloge je potekalo z uporabo avtomatske obdelave podatkov ter tehnologij in standardov semantičnega spleta. Ta nova pravila pa se postopoma izvajajo od leta 2015 in razvojno predstavljajo velik normativni in tehnološki zalogaj. V Italiji je bil leta 2016 objavljen prevod RDA, katerega cilj je bil prenova in sprejem njegovih sodobnih mednarodnih načel in standardov. Za njih je bilo pomembno, da je RDA prilagodljiv in opremljen tako, da lahko vključuje vse lokalne različice, ki so za skupnost pomembne z kulturnega in jezikovnega vidika. Ta njihov novi koncept pa povezuje opise, ustvarjene na mednarodni ravni, hkrati pa zagotavlja možnost izražanja različnih lokalnih stališč za prikaze, za bibliografske prikaze, da bi zadovoljili vse lokalne potrebe. Prevod LRM je bil pa italijanščino izveden leta 2020 na inštitutu ICCU, vidite na strani, kar je zanje, za Italijane, pomenilo prehod na tehnološke inovacije, ki podpirajo metodologijo povezanih odprtih podatkov. V nemško govorečih državah je bila uvedba RDA del obsežnega projekta Nemške nacionalne knjižnice. Ta pravila uporabljajo za katalogizacijo njihovih zbirk od leta 2015. Osnova za nadaljnje prestrukturiranje RDA je bil LRM, ki je bil pri njih objavljen leta 2017. Uveljavilo se je stališče, da zadostuje poznavanje tistih elementov LRM, ki se v praksi uporabljajo tudi v RDA. LRM sicer obravnavajo kot konceptualni model, vendar ga tudi oni ne vidijo kot praktični vodnik za katalogizacijo. Za praktično delo so potrebne spremembe in usposabljanje za prilagajanje nanje, kar njihovi strokovnjaki projektno spremljajo. KAM oziroma Hrvaški pravilnik za opis in dostop do gradiva v knjižnicah, arhivih in muzejih je bil objavljen leta 2021. Pravilnik je namenjen poenotenju opisov gradiva v vseh vrstah dediščinskih ustanov. Njegov cilj pa je bil omogočiti deljenje in povezovanje podatkov nacionalne dediščine v digitalnem okolju prek različnih spletnih storitev, kot so zbirni katalogi, portali in tako naprej. Njihovo stališče pa je, da je njegov potencial mogoče v celoti uresničiti le v strukturiranem in povezanem okolju, torej v takšnih interoperabilnih sistemih, ki omogočajo uporabo odprtih in povezanih normativnih datotek. Hrvati ugotavljajo, da je potrebno skrb za podatke bolj aktivno vključiti v vsakodnevne delovne procese večine inštitucij, kar pa v bistvu zahteva dodatne organizacijske in finančne napore. EURIC je Evropska interesna skupina RDA, katere glavni cilj je bil zastopati evropske interese pri razvoju standarda RDA in spodbujati njegovo sprejetje po Evropi. Tudi NUK je član, prizadeva pa si zagotoviti, da je RDA združljiv s posamičnimi evropskimi bibliografskimi tradicijami, kot je uporaba normativne kontrole in klasifikacijskih shem,
ki se razlikujejo od angloameriških sistemov. Tole, kar vidite, je aplikacijski profil Renate Berenc, ki je predsednica Eurik in prihaja iz nemške nacionalke. Eurik je bil namreč 2018 zadolžen, da pripravi osnutek splošnega aplikacijskega profila. Cilj je bil razviti takšne mednarodne predloge za aplikacijski profil, ki bi jih priporočili skupnosti in da bi jih lahko uporabljale tudi za svoje aplikacijske profile. Z aplikacijskim profilom določamo entitete, elemente in sheme kodiranja besedišča, ki se pričakujejo v naboru metapodatkov. V tehničnem smislu lahko rečemo, da aplikacijski profil v bistvu določa neko obveznost. Naša delovna skupina za aplikacijski profil se ukvarja z določitvijo obveznosti, kateri elementi RDA od več kot 3500 možnih elementov morajo biti vključeni v opis vira, kateri priporočeni in kateri neobvezni. Tako da aplikacijski profil nam pomaga s tem, da pravzaprav zmanjša nabor vseh elementov RDA na tisti nabor elementov, ki so za našo knjižnično skupnost pomembni. Za vpogled v perspektivo, kako slovenski katalogizatorji dojemamo obstoječo normativno bazo KONOR za dela in izrazne oblike, smo pogledali prispevek Mihaele Pavmon-Bundanović in Maje Žumer iz leta 2021 in prikazana tabela je iz omenjenega prispevka. Tako da ugotovili smo in lahko rečemo, da že opažamo nek nov način razmišljanja in razumevanja katalogizacijskih procesov v smeri LRM, gre pa za razumevanje malce drugačnega načina razmišljanja v smislu normativne kontrole, glavnih lastnosti in odnosov in zavedanja vloge podatkov znotraj sistema. Naša delovna skupina za normativno kontrolo je pričela z entiteto korporacija in delo namerava nadaljevati za celoten korpus normativne kontrole. O normativi smo se pa lahko lani poučili tudi iz predavanja Gordona Dunsaira na COBISS konferenci, kjer je ugotavljal, da se pomen normativne kontrole, authority control, premika od nudenja enoznačne oznake za posameznika ali skupino k opisu posameznika kot entitete. Sem v bistvu spada tudi implementacija entitet in relacij, ki so opredeljene v LRM. RDA pa zagotavlja različna orodja za upravljanje bibliografskega nadzora. Kar pa se tiče opisa informacijskega vira, ta del je meni zelo všeč, imamo na voljo splošni pristop k izvoru podatkov oziroma data provenance, ki pravzaprav razkriva njihovo kvaliteto. Izvor podatkov je izjemno pomemben, saj zagotavlja njihovo sledljivost, pa tudi tiste informacije o metapodatkih, ki so zabeležene v elementu ali nizu elementov. Tako da RDA za izvornost podatkov omogoča uporabo vrste orodij za upravljanje več virov metapodatkov, predvsem v obsežnih aplikacijah za iskanje informacij. To je pa v bistvu tak zelo široko sestavljen koncept, ki zajema celotno informacijsko in raziskovalno skupnost, skratka vseh tistih, ki se ukvarjamo s podatki. In za konec, kar se tiče oblikovanja načel vzajemnega kataloga, delovna skupina za pripravo slovenskega pravilnika za opis virov pripravlja osnovni katalogizacijski model z izpeljavo navodil za posamične sklope. Vključen bo tehten razmislek o uporabi skupine entitet ali razredov entitet glede prehoda na entitetno-relacijski sistem, kar pomeni, da je minimum postavitev pravil za pripravo podatkov entitet skupine 1, to so vemi, in entitet skupine 2, to so agenti, vključno z relacijami med njimi. Potem bo pa sledilo še povezovanje upravljenega dela vseh delovnih skupin v pripravo splošnega pravilnika entitetno-relacijskega sistema.
Na koncu pa samo še implementacija posodobljenih katalogizacijskih pravil z izobraževalnim delom. Toliko z moje strani. Hvala za poslušanje. Mojca, najlepša hvala za predstavitev.